voda v bazenu. Čakaj, zdaj čisto si pokrit, ti si uspel še zmeraj zunaj. Ni, to je zaprt zdaj. A čisto zaprt? Čist. Jaz sem mislil, da še kaj od zunaj bo. Ne, to je dvorana Kativoli. Kaj si? Kaj ti si že nekaj zgorel, ne? Imam še sliko od Vikinga unga kamna iz leta 1877, ki je bil ta, kako se reče ta kamen, no, ki je temeljni kamen, ja. Je bila v ta stari Ilirija že od 1877 do 2005, ko sem jaz kaj hodil. A res? Ja. Tako da lej. Kaj bil je postavljen temeljni kamen? Tam, Mislim, ta plaketa temeljni kamen, da je leta 1877 Vika Potočnik postavila tle. Vika Potočnik, 1877. Ni bilo 1877, sem vse veš, da je bilo Vika Potočnik. Tam nekje 1877. Malo pred Tavčarjem. Ja. Malo pred Tavčarjem, pa malo za vodnikom. Mislim, res je bilo dolg nazaj. No. Kaj te delam zdaj pisati? Ja, tudi jaz ne. Pa še podcasterski niso stari. Ja, se je pisa. Evo, lej, to je tega, ko sem počitnice, pa vsetka pa evo, kurac. Pa človek pozna etiketo. Počitnice mater, to je to na glas, ali kaj? Aj preveč na glas, sem preveč na glas rekel. Ne, preveč. No, si se dal preveč na glas. Meni se zdi, da ja. Nisem čist zihar. Ampak bi znal biti, zdaj je boljše. Je, ne? Ti si dal malo na nižji. Kaj če za tulo, pa bo v redu. Se pravi, čujem, da ne bom tulo. Ja. Sem potrudil, ne tulo. Mislim, malo bolj zihar, ampak se malo tudi v redu. Kaj je zdaj? Kaj je? Ti, a so Aljeca zgubila mi do zdaj po počitnicah? Ne vem, kaj je. Ja, nekam je šel. Kuku. Dober, zdaj si še malo bolj bližji. Mečkam bližji. Ja, ne, sem tudi smukal, pa sem Ja. bil malo bolj vljudno odvaju, a ne. Si si dal malo nazaj. Sem se trudil. Se to zmontiramo pol, zmontiramo, to se nič sliši. Sam pa mi malo čudno govorim, mislim, tako se zdi čudno. Kval ti ljudje kar nekaj govorijo, nekaj neumnosti? Se pa moram pa tako fejkati, da delam, a veš, kukar da rešidejem. Ob četrtekih je fajn rešidej, čeprav danes ni četrtek, ampak tudi ja, nimaš kaj. Takle imamo, ne. Ja. Moram povedati poslušalkam, poslušalcem, gledalkam in gledalcem in vsem odtenkom modre barve, da se prvič vidimo po dolgem času. In zdaj je spet vse nazaj. Danes sem šel malo v preverjanje, če bogovi prometne kolone še molijo. Na severni voznici vse stalo v obe smeri, pa sem rekel, Maša je orang. Kaj bo šele te dni, ko bo malo več držati, bo res vse stalo. Tu bo pa še v budnih urah, ker sem šel po 4 malo preveriti. Se bo začel, ne? Pa dobro, vama je v redu, vidva peškota. To je res. Pešhodati je fajn. On sočustvujejo z ljudmi. Jaz imam pa nov dopust, kaj grem iz službe. Ja, lej, a ni to lepo? Na vsak ta drug dan lahko pridem skoraj v službo. Ja, ne, mogli bi biti bolj osveščeni, ne? Ja, sam, a veš, koliko cajta pa z busom rabo, uro pa pol? Ja, ne, ja, je potvajne, ja, cel. Ja, Ja, seveda, da priješ do kje, ene 2 avtobusa prestopati. Mislim, vsaj 2. Z avionom si prej v Beogradu, kaj jaz v službi. Za 13 kilometrov. Res, ja. 8 čez mest. 8 čez mest. No, to, kar sem imel v čas do tako da ja, ne, je, ampak ne, bi mogel več, ampak lej, priznam, da nisem bil priden to poletje. Ful sem nekaj grozil, koliko se bom s kolesom vozil, pa sem se pelal, mislim, da glih 2-krat. Dobro, sicer poletje ni bilo ne oranžnih alarmov, pa tako naprej, pa. Leto se bo v bistvu vsej razen... No, leto se bilo čisto v redu. Mislim, vroče je bilo. Dežev, pa to. Vroče je bilo, ne, pol se za nazaj, ne, se kaj še ni, ne. Ja, zanj sem glih poslušal, ker so se pogovarjali tamle na molu,
so se pogovarjali, da bi bilo smiselno, da bi ljudi stimulirali, če bi hodili z kolesi v službo ali pa peš v službo, ali pa karkoli. Z elektrošoki. Da bi jih stimulirali. Nisi povedal, kako bi stimulirali. Sej to, ja. Gremo! Te enkrat frekvenca pade pod neki, a veš. Ja, da te malo. Ja, če veš, če sediš, to je ta zdaj prehod, ali kaj? A veš, kako bi vsi gonili. A veš, kako to bi mogli dati pravzaprav v službene stole? Električne, ne, v službene stole, da te kar, veš, kaj urit šaus, ne razumeš. Ja, sem tako, ne boš prišel v službo, ne? A veš, moraš imeti neki, električni šokar ali neki. Ne, ura. Pod pretvezo, da boš to športno uro, veš. Tako ura. Sicer še meril heart rate, pa te jebe. Se to, ona zmer, heart rate pade, tam je kurča si, a veš, tako, da si toliko navežba, da imaš ful nizkega, ne. Ja. A veš, pa bi mogel ful gon, si mogel ful, mislim. Ja, res bi mogel biti hiter. Oziroma morati na tvoj, glede na tvoj, a veš, kakšen je tvoj, standing ta heart rate, ne? Tako bi mogel, ura bi mogla nekako poštekati, da si prasač v avto, veš. Ja. Pa da te ga tako pa se itek telefon ve, ne, a se ti voziš, ali si ti primer, ne? Valjda s telefonom, ja. Čim je nad 30 lahko narediš. Že na Dolomitskega odreda, stari. Čeprav pa imaš spet problem unika, so ful hitri, veš, kaj imajo ta hud baciko, unga skrbona. Ja, sem res, ja, unika. Unga piči, ne? Ja. Dobro, pa se vidi, da začne počasi. Sej to bi se dal napisati, ne? To bi se dal zrihtati. Ja, tiska se čez Ljubljano 30 pele unije, sigurno na kolesu, ker v avtu se ne to hiter. Še posebej rush hour, ja, ker vidi vse stoji, aha. Kaj baciko, pohvalno, 30 vsaka čas. Stal na avtobanu, stari, stal. Ja. Standing. Ja, se itak, mislim, pa se vse smeri, ne. Zdaj bo Zoki bo parkirne ure postavil. Na obvoznico. Ne radarjev, parkirne ure. Jaz mislim, da bo država to trika, veš, da zanalaš način naredi s to infrastrukturo, da bo hitrej, da bo šel uro 15 z busom, kukor z avtom. Ja, sej to smo že govorili, ne, da... A smo že? A smo? Ja, ne vem. Če ne bi mogli. Ne, se kdo spomne. Demenca je že tukaj. Obstajajo raziskave, ki so ugotovile, da borba s prometom je nesmiselna. Ne? Ja, to pa res. Če ti dodajaš ceste, jih bo pač folk zapolnil. Ja. In če jih pa ti odvzemaš, pa tisto procentuažo, kukor si jih odzel, se manj ljudi preusmer na drug prevoz oziroma na neki. Ne? Se pravi, če ti vzameš 10% cest, se bo, ne vem, 15-17% ljudi drugače organizirali in se ne bo več vozili z avtom. Ne? In zdaj jim je v bistvu overjanje prometa že skoraj bolj v interesu, kakor dodajanje. No? Ja. Ne vem, najbrž ni, ne vem, če so to raziskavo, to je bila neka angleška raziskava, ne vem, če so to brali, ampak ja. Sam dajmo zrihtati pa še javni prevoz, da bo še rekel, Se bo. Ja, da si bi mislim, lej, v končni fazi bi rabo vse naša stranka zrihtala. Sam tok, tista, ki... Ta naša. Ja, to, ja. Sam se pozabil. Ime se nam ukradli. Jaz se imamo drug, ne vem. Imamo že. Sam ne vemo, če je to najboljše ime, kar se upada z imenom, tako da vredo. Ne vemo. Ja. Ker smo pa glih pri stranki, ne moramo pa povedati, da ne danes, ampak jutri praznuje naš prijatelj. Zdaj bo komad tedna on od Marilyn Monroe. Happy birthday, Mr. President. Ja, to bi skoraj mogel biti. Ali pa od Pankrtov. A Janez. Janez. No, ne vem. Se bomo odločili. Sem odločil, ja. Mislim, vsekakor jutri praznuje prvak naše največje, ne, v bistvu druge največje. Vedno največje stranke. Najdaljše stranke in prvak, ki je najdaljši prvak stranke. To pa je. Janez Janša. Tako. Brez. Vse najboljše. Vse najboljše. Ja. Goduje, je okrogla, ni? Že malo tako. 65. Tako okrogla, ni? Skoraj, ja. Ja, ne, evo. Mislim, to se splača, ne? Ja, to mislim, da lahko za kakšen perda, ne? Ja, valjda. Tako da, tisti, ki... Ja, se da, v Lepenija nista bila.
Ta vikend. Ne, že bilo. Ne prejši, ne se je. Če vama ni rekel, sorry. Nekaj me je klical, Jože me je klical, pa nisem mogel. Nekaj nisem mogel. Sem razrobil tam nekaj. Nekaj so letele. Ne, niso letele. Tako da, ja, lepo. Ne vem, kaj je bilo ta vikend. A ja, vem, kaj je bilo ta vikend, ja. Nekaj drugega sem imel, no, to je bilo. Zaseden malo. Tako da ja, no, to je to, kar se tiče tega. Promet smo, predsednika smo. Zdaj se sam še pozanimati, da bo, a veš, zdaj smo v bistvu naredili precedens, ne? Zdaj bomo mogli vse veljake strank jim čestitati za rojsten dan. Sam največjim čestitamo. Narejen. Evo. Oziroma, ko se spomnimo, po resnici smo se spomnili, da je čist enega tretjega razloga, pa se zdaj spomnimo, zakvaži. Ja, na Peru smo bili, smo se pogovarjali o razpadu Jugoslavije. O tem smo se pogovarjali. Zaradi tega, ker sem jaz takrat enkrat kaditi začel. Še v prejšnji držav. Ja, to pa je daleč nazaj. Sam to, kdo te pelje na dan, na obletnico Titove smrti propušijo. 9 let zatem. Ne, sam ni vedel, je 5 ali 9. Zaradi zgodbe pač je četrti je bil. Skoraj zihar sem zdaj četrti. 4 minute čez 3. Če je bil 5 manj. Polone treba vprašati, kam ima še zmeraj rojsten dan na ta dan. Mogoče bi pa ona res vedela. Mislim, če bo ona ne ve, bo je to nekaj dramatičnega. Če ni v zadnji fazi demence, pa tudi takrat veš. Čeprav takrat sem dnevnik pisal po mojem. Evo. Bom najdel. Na naslednji epizodi. Imaš to še na lagerju te stvari? 2 imam. Tretji pa se je misteriozno zginil, ali kaj? Ne vem. Ja, Vnikajoči dnevnik. Še boljš imam pa pisma od Nataše, ki so se dopisvala v srednji šoli od enega 3. letnika, pa v bistvu vse skupaj 10 let. Umalo. Ja. Tako, še v vojsko, pa pol po vojski, pa tako, pa so si nekaj napisati. Ne vem, tako. Je že bi e-mail odkril. Ja, se je internet prišel. Ja, ampak sem res. Ja? Enkrat sem mi še disketo poslal. Ultimativni izkaz ljubezni. Disketa. Mi da sem imela prijateljski, se vem. Res platonski odnos in zelo dobra prijatelja in še zdaj, kadar jo vidim na teh obletnicah, je zelo lepo. Ampak hočem reči, da so se pogovarjali v bistvu o življenju, vesolju in sploh vsem, predvsem pa o tegobah ljubezni, ker jih mlad človek jih ima. Pa tudi pisal vsem živom. V bistvu kar zanimivo. Ti se boljš, kot dejanski dnevnik. V dnevniku so sam napisal, da fotor je glup, ker ne šteka, da je -2 pozitivna ocena. Tukaj se ne moram kregati, res je. -2 je pozitivna ocena. Ja, jaz sem bil ful vesel, kaj je. Nekaj je mogoče predznak zmotil. Čist ga je zmotil. Kaj imate to? 2 je 2, šut je šut. Kaj je -2? To ni nič. To je ni 60%. Skoraj 2, ampak ni. Ja, v glavnem mislim, je 2, ampak malo manj kot 2. Zelo slaba dvojka. No. Ja. Sam pač pri Foxu za matematiko je bila tako slaba, da je mogel spustiti kriterije, ker drugače bi vsi fuknili. Tako smo imeli pa vsi -2, pa je bilo ok. Tako da, v redu. Kva? Še eno novico imam. Opa. Povej. Morje cveti ima refren. Dobro. A ga je imel že prej? Ne, ni imel. Middle Eight sem naredil, vmes nek nov del, tako da bo dober. Ampak še nisem zvadil, tako da enkrat naslednjič do novega leta bomo. Ne v naslednji epizodi, ampak. Ne, počasi. Tako, to je stvar. Ko moram še malo teksta napisati. Kot kruh zdroži. Ne, pa tudi treba malo počakati. Druga kitica tudi pa druga kitica. Okay, to je že narejeno, to je že za opečko. Leta 2027 bomo šli že na Eurovizijo. Ja, se meni komadi nimajo 2 kitice. Čeprav to boš res, zdaj se moram ustaviti, da ne bom naredila na vprašalcu, veš, kaj iz 2 je tako 17. Začneš še enkrat pisati, veš, pa kva dat not, pa kva ne, pa vse daš. Ne, se bom kar Douglasovega tega držal, da bom bolj uredniški. Manj je več pa to, ne. Peljev ep. Ja, v tem, kako more cveti.
Ja, to bo Lej, hit. Aktualno. Ja. Mislim, kaj hiter bo ali bo hit? Ne, se slišiš, počasen je. Pa še dobro sem ga ukradel. Ne, sem mislil, da bo hit pršel to. Komad ven. Ne, 27 na Euroviziji. 27 na Euroviziji. V back vokala. Ja, itak da bo. Vala. Če ne je povabo, če ne hotel pol zaveš. Imam back vokal. More cveti, šuap. Da v hotel, ne vem, ko snemata, veš. Ja, ne. Perpetuum jazzile, veš, pa Ne, veš, kaj bi pa zdaj, ker smo pa glih pri tem, kje snemati, ne bi pa pozval poslušalke in poslušalce, da se sprehodijo na hvala za seribi.si, ker bi bilo res dobro, če ta komad producira Rick Rubin. Tako, da bi šli tako. Ja, vala, če gremo pune kanone, ne. Da bomo vsaj drugi na Eurosongu. Ja. Ali pa, ne, v bistvu, če bomo v top 10, bo dobro. Mislim. To se že pol piše. Sem ti glede na to, da bi kakšen drug tekmovanje zbrali, ker Eurosong je precej političen. Mislim, pa bi bilo fajn, da nas vsaj kdo napade takrat unlet. Ali kaj, mislim, to mora biti, da nas napade. Gremo pa na San Remo, kao oni imajo pa bolj te morske. A je to pa ja, to mi je bolj všeč. Sam Remo lahko prideš kot zunani, ne Italijan. Mislim, v italijanščino boš prevedel, bomo dali to AI, pa to, pa bo prevedel to Se bo. Sej mare, a ni mare? Mare je mare. Mare. Ja, sem kako pa cveti? Zihar je neki... Ja, florale. Mislim, da bi šlo to. Ful ga bo. Narejen. Vibrator, radiš to. Če bi ti kar v italijanščini nadaljeval. Ja, skreč, da je pust. San Marino gremo, to je to. Ja, boljš. San Remo, ne San Remo, San Marino. Se gremo lahko tudi San Marino. Pa je pocen. A res? Ja, mislim, da... Ja, kaj je una cona brez carinska. Pa se kakšna cena mal. Dobro, pa zikar studio tam tudi ful pocen. Plej Rick Rubin v Italijo pride, se še ni bil. Veš, da je bil. Mislim, če je bil, pa dolg ni bil. Ne, sam jaz se ti zaradi hodil v Italijo. Narejen, boš da prišel. Bom poklical njihovega menedžerja. Kaj bi imeli mi našega menedžerja, da pokliče njegovega menedžerja. Tako da malo bolj resno zgleda. Ful bolj resno zgledaš. Ker če halo pelitle, bi lahko z menedžerjem Rick Rubin govoril. Ali pa živo menedžer iz upravičujemo se z tem podcasta. Ti si malo zamomlej, ja. Da ne uvijel počet svoj, da ni convenience. Da ne uvijel čisto točno, pa ja, vala. Sej, pa če rečemo, da smo kontra, ko ima on mora ta kontra culture, veš pa to. To pa smo, lej nas pizda. Likar smo predsedniku stranke začeli. Če to ni kontra, pa jaz ne vem, kaj je. Mi smo čist alter. No, to je bila še novica. Drugih novic pa ni. Tako da, gremo pogledati, kje je Slavko. Dajmo. 18 minut. To je spet, mislim, čas, da omenimo našega sponzorja, ki ga še ni. Ja, treba je... Tukaj pride sponzor. Nehal šumet me. Ok. Potih sem se dal. Tukaj pride naš sponzor Delaspina. Zanj sem ga po tipku, pa je rekel, da nekaj pridemo, sam sem vam pozabil povedati. Marin pridemo v Delaspina.si. Ne, bomo prišli kar na pregled. Ja, valjda, mislim, tako kak gre. Mislim, Delaspina. Jaz moram povedati, da polet sem imel problem, ker na Hrvaškem ni Delaspina in nisem mogel na Muri brati. Ježišno, to je bilo hudo, ali kaj? Ne, se podnev sem še, sam popoldne pa zvečer pa v senc. Ja, hodil sem reči, moš luč prižgati, ampak... Ne. Sončni... Se razumem, hecam se. Pozno popoldne, razumem. Sonce je že za hribom, ne. Jaz pa berem Hararija ali unga drugega tizga. Viš to pretežke teme si bral za... Kje roba vereš? Ne, veš, kaj sem bral? Pod ognjenikom od Michaela Laurija, o tem, kako se ga en konzul uhvata pa Havava, tam nekje pod Kapatetlom, pa unito drugim ognjenikom nažge do smrt. Pod Vahakom. Ne, ni, une druga je. Ni, po Kapatetl pa Hapu tu na oglanom. Kako se ga nažge do smrt, pa pole še neka ljubezenska zgodba, ampak tako 400 strani res na gosto napisanega pijančevanja, pa res dobrih štorij, ne. Mislim, tako Ford vmes je enkrat padel na tla in je ugotovil model, tako eno stran razlaga o tem, kako je on na tleh pristal in kako to sploh ni hudo, ne.
Veš, zjutraj, on se ga je toliko napil, da se ga je do treznega napil, da je izgledal čist trezen, razen če prišel čez ram, pa ga povohal, pa svedel, da je nabitka kanta. In je bil ful dober v tej hoji, trezni hoji, dokler se mu niso tla postavila po konci in je obležal na njih. Ne. In je pol toliko cajta ždel tam, da je prišel en človek, ki je rekel, a ti lahko kako pomagam, pa je rekel, zelo težko. Pa me pa podal viski, pa je pa šlo. Človek je vedel. Pa je pa šlo. Take štorije je imel model, gospod Konzor. Tako da luštna knjiga. In se hotel brati in pa sem mogel tu zadar po špegle za 3 evre. Imam na nočni v Marsi. To je to. Tam, da so bile 13. Tako da ja. Intro. Avizo. Ja, avizo, ja. Zdravo, štoparke in štopari, to je podcast o življenju, vesolju in vsem, razen o 6. knjigi. Bolj mal. Ja. Bolj mal. Ja. Pa bomo kaj povedali. Tokrat gremo na pune kanone noter. Analizirali stavk do stavka, vejice do vejice. Moramo povedati, ne smem še povedati, ker še ni bil kvarnik, da imamo nepričakovanega gosta v tej epizodi. Ampak še prej pa bom povedal nekaj, da bo pol Zilo rekel, da smo še vedno z vami. Aljo. Peli. In zi. To se je pa kar dobro išlo. Ni bilo slabo. Mislim, da se vidi, kaj bi z vami. To je name letel, vem. Ne. Ta profesionalizem. Štrak zgubim, veš, kak jaz pol začnem neki, kaj vidva govori, takle neki začne. Gledaj, tole bi kupila, štecuno moram jeti, kva moram živati, mleka, imam še mleka, nimam še mleka. Ne, mleka imam dost, ker sem ga zančil v akciju tušu kupil. Pa je pa jogurta, je ali ni. Ne, jogurt pa sam delam, veš. Iz tega mleka, ki sem ga v tušu kupil. Ja, imaš kakšen poseben recept, da ga lahko deliš z našimi poslušalci, gledalci. A imaš jogurt maker? Mislim, se jogurt maker je. To je zdaj v času, ga dali sem na polico, zdaj imaš jogurt maker tudi. Ne, nimam v bistvu. A veš kaj je? Imaš polico, nimaš polico. Nimaš polico. Drugače je hud jogurt maker je, ki imaš posodo, ki drugače jo uporabljam, kadar so pikniki za odlaganje mesa noter, ki je termoposoda. Ja, to je. Gor na vrh ima pa pač še tisto za 1 liter za župco, veš, tako da si lahko tudi v službo bi malco kosilo nesel. No in od spod pač naliješ vročo vodo, da skratimo pričo, a gor na vrh daš v to za župo daš mlek noter in zapreš in čez 12 ur imaš jogurt. Mislim, poleg tega, da si dal 2 žlice, da si pod predpostavko, da si pustil v mleku 2 žlice jogurta noter od prejšnje runde ali od enega jogurta, ki bi ga rad multipliciral, ne vem. Neka kultura mora biti zdrava. Če ti je ego všeč, bo pač pol mal na ego potegnil, ne, ali če ti je zelene doline. So to pol gensko spremenjeni jogurti ali to niso? Kaj s tam teh GSO-jev? Mislim, da GSO-je na kvasok jih ne delajo. Ja, kaj pa veš? Ja, pa to so te šolane kvasovke, veš. To je res. To so te s faksami. Te, ki so v ego, to so zdi kar šolane. Ne imamo za pere, ne imamo za jogurte, ne imamo za, ne vem, kimči, ne imamo za... Kaj pa je kimči, božjo? Kimči je korejsko fermentirano zelje. Dobro. Bomo dali v zapiske. Za prebavo zelo dober. Ja. Dober. Bolj kot donat. Ni. Probi kimči z donatom. To pa si že igrali z ognem mal, po moje glede. Ok, ne bom. Mislim, ne vem, probi, lej. Ne, verjamem na besedo, v redu. Probi najprej z enim drugim, pa se skap. Mislim, treba je to znanstveno dokazati. Ne bom, v redu. Za znanost gre. Ja, tako, ja. Pustimo zdaj znanost. Bodi sam svoj morski prašiček, ali nekaj taskega. Bote zveli v naslednji epizodi, kjer bo peli. Jaz sem mislil, da je kimči z jogurtom, ne z
z Donatom dober naslov, sam bodi svoj samborski prešiček, je boljši naslov. Tako da hvala poslušalci, gledalci, ki to poslušate in podpirate predvsem. Ne. To. Tako. Vi ste... Halo. A nima vrati zaprti? Ne, pozabili smo odprti. Tako da pejmo naprej. Dobar, hvala za podporo, zlati ste. To je res. V teh cenah zlata, ki so zdaj, je to velik pomen. Ja, to je res. Vse smo že rekli, ne? Hvala za seribe.si, za Rick Rubina gre tokrat. On je pa drag, če ga ne poznate. On je drag. Mislim, hej, halo. On je Rick Rubin, valjda, da je drag. Mogoče kdo ne ve, kdo je Rick Rubin, veš? No, drag je. Je drag. Bradoma. Tako, fulmo dobro brado. Če kupate poceni Rick Rubina, pa vinil rečemo. Sam nima takem slovne brade, kot Rick Rubin. To je res, ja. Tudi... Ma dolgo, sicer zigar ima daljšo, kot Rick Rubin. Ampak... Čeprav, ima kar dolgo. Ima kar dolgo, ja, to je res. Ja, pustimo. No. V glavnem, če pa nas ne morete podpreti, pa druga najboljša stvar, ali pa mogoče celo prva najboljša stvar, da povete za ta podcast še komu. Tako. Ja, to bo res dobro. Edini podcast, kjer boste zvedeli, kdo ima daljšo brado, Rick Rubin ali Vini. Ja, edini. Tudi, če ne poznate niti enega, niti drugega, boste to enkrat zvedeli. Bomo šli mert, ko prije Rick Rubin v Italijo. Vini bo naš rodi. Tako. Vini bo v resnici naš sound inženir. Ne? Ja, seveda. Ker bomo dali v znar za Rick Rubin, ne bomo imeli za inženirja. Rick Rubin pa vemo, tisti, ki poznamo Rick Rubina, on ni inženir. Ne, on ne zna. Ne zna. Tega ne zna pa delati muziko. Ja. V glavnem, je tudi podcast na drugim, ampak to je bolj sekundarno. V glavnem, gremo pogledati, kaj smo delali v prejšnji epizodi? Ja, pejmo, če se kdo spomne. Pejmo. Pogledal zapiske. Zark je bilo. A ja, valjda. Ford je se na levi mozek spravil. Ne? Ford je zjebal, še tiskar se mu. Kar bi lahko spizdel, je zjebal. Uživ mozek ga je zjebal. Ja, dobesedno. Levi mozek je kaj probal zračunati neverjetnost. Ne? Ja. Ampak pa ga je on zjebal, da to itak te. V bistvu na besednem nivoju. Ne? Ja, čist ga je, ubol ga je. Sploh ni bila igra matematike. Ne, čistvenem nivoju. Tako je. Ga je bombno. Ker je zanimiv, glede na to, da je bil robot. Ne? Mislim, še zmeraj bil lev mozek, ne? Ja, možgan je bil. Možgan je bil, še zmeraj bil, se pravi nekaj... Če tudi umetan, ne bil še zmeraj možgan. Čeprav ne vemo, je bil on bioničen ali ne. Ne, po mojem je bil tukaj ta prav možgan, se on je na levo glavo fuknil noter. Ja, sej pa preklopil kompjuter. Se pravi, glava je bila še zmeraj organska. Ne? Ja, po mojem, ja. Tako da tukaj je pač ta... Kje dobiš organsko glavo? Mislim, organski možgan. Čeprav si cela glava mogla biti organska. Ne vem, jaz sem gledal onega Frankensteina, on jih je imel kar na polici. Ja, tako. Levi mozek je bil na koncu tudi na policiji v oni svoji. Normal. Nekega abija. Ja. No, to je bilo, no. Če niste gledali Mladi Frankenstein. Priporočam. Čeprav Frau Blucher je Frau Blucher. Še enkrat. Mel Brooks. Ste videli ta pogojni refleks? Ste slišali ta pogojni refleks? To je Frau Blucher. Jaz sem zadnje tam film gledal 25 let nazaj. Ostane. Garanta. Sam nekaj smo se nismo tokrat norca delali. Sam zmer, kadar se spomniš. To od zadnje ustane. To po mojem tudi, ko bo demenca, bom točno to naredil. To bo še vedel. Ja. Nam se spomnim, kdo je... Kako ti je ime, kako je otrokem ime. To veš. Točno to. To je nek hardcodeno. Zažgano. Sam res. Bom dal še, če na YouTube sam ta izsek, bom dal še tega noter, za tiste, ki ne bi celega filma gledali. Ne, pogledajte cel film. Čeprav je treba, je vredno. To je, ne vem, koliko je, ura pa pol, dobro. Ja, Mel Brooks v vsej svoji veličini. Tako. Čeprav je imel tudi kakšne druge filme. Ja, jih je imel. Ampak ta je tudi en izmed teh. Ja. V glavnem prejšnji epizodi je bilo to, pa je pa nekdo potrkal na vrata. Pa smo pa razglabljali, zakaj je Artur zaprepaščen, da je nekdo potrkal na vrata full cajt in pa je bil počinen obošalnik. Ja. Tako nekako je bilo. Zdaj smo pa že na pol ure. A če smo vdeti kvarnik ali kvar? Ja, da je kvarnik, ne klinc. Se to povedali bomo, kdo je.
Saj do to bomo prišli. Zdaj pa lahko, prejšič nismo, ker smo rekli, da prejšič nismo, ker nismo še prišli. Tudi knjiga pove se malo pošali s tem, kdo je. Ja, pa moramo pa kar pohiteti, ker si je Ion kar vzel, Owen si je kar vzel cajt, da je to povedane. Ja, on si zmeril zame cajt. Ja, tak je, no. Ja, se ne sme obsojati, pa vse skapam. Take sorte tip je. Ja. Mislim, kako zna imeti napera, veš. Ja, ful tudi razlaga druge stvari. Jaz sem tukaj hotel biti homaž Adamsu. Jaz sem skoraj ziher, da to, ker drugače ne bi to callbackom imel nazaj pa na te stvari. Čak, ne smemo narediti analize cele knjige, ker še nismo prebrali do konca. B smo pa že 10krat prebrali te tretje poglavje, pa to prvo, pa to drugo, ampak pustimo. Ta tretji nas ful matra. Torej, v glavnem, Artur je pol pršel, je šel odpreti vrata, ne? In mislim, jih je težko odprl, ker najprej mogo ne... Ja. Najprej bil veliki krik, kako ta vrata odprt, ne? Ja, pa še Zapad je bil pameten. Ja, itak. Ja. No, ampak polim je, mislim, on je samo ukradel, kako vedel, kako se vrata odpirajo, recimo. Ja, punči, je še trillion. Ja, trillion je polim pokazala, pa je pa Artur začel goniti tisto ručico. Sem tje, da se je to začelo nekaj dogajati. Ja. Tako, a ja, seveda, ker je bilo so mogli na manualno vprašati, ker je zamrzlo ladjo prej. Ne? Ja. Vse je šlo v kurac. To je še dobro, sem imel ta, da ni bilo samo tako, ne vem, pri teh unim te drugem Ionu, ki ima vse na štrom. Imena, ki ga ne omenjam. A ne, mislim, ni zmeram neka taka... Ja, recimo, on jih nima, ne? In ljudje dostane, recimo, se avto update, ostane notar lahko. Se je že zgodil. A res? Ja, avto gre v update mode, zdaj pa pridven, če lahko, ja ne moš, kaj na štrom. Pa se imaš telefon, pa gledaš na Twitterju, napišeš, da si se zakrenil v avto. Če si v avto, ja. Mislim, upam, da so zdaj že dali. Jaz sem videl, ja, dobro, ok, telefon dela, ja. Ja, avto se update? Ne dela, ne. Ja, avto se update? Mislim, pa kako bo škoda. Ja. Mislim, tudi če se kaj update, verjetno se zdaj to nove se. Nimam škode, tako da ne vem. Ne, pa to se vrata lahko odpreš. Ja, to je res, ja. V vsakem primeru. Ja. Tudi če nisi kupil škode. Imaš prav. Pejmo nazaj, kad ura teče tik-tak. Ne, pol ta zeleni, visoki mož stopi noter in vpraša, če po ribah Babilonkah. Ne? Ja, ampak bil, recimo je pisatelj zelo tako, je bil navdušen, mislim, je tako, kako bi rekel, postaven vesolec na odstop. Zelen. Tako, ja, mislim, ampak tudi tako. Ja, šlank pa vse. Šlank pa to, tako lep. Ja. Postaven, možakar. Ja, fest, sam zelen. Tako. Mislim, če ti zelenaš... Ja, no, ampak pač hočem reči, da je bil navdušen, od koga je lepo opisal. Pa ful je imel brezhibno obleko. Bil je pač tak zrihtan model. Tako brezhibno obleko, da je že pomisel na njo povzročila migreno. V glavnem pa se ugotovijo, da riba Babilonka imajo vsi in da se lahko pogovarjajo, ne. To mu je pa malo odlegal. Ja, mu je malo odlegal. Zelenemu možicu. Čeprav je Zapad pol neki, ne, že da zelen možic je rekel, da ful ne mara pol, ko se začne pol Ja, pač ne mara teh, da se s tem ukvarja. In pol je Zapad, ne, sej ljudje so poceni, eno prbov, ne. Tako, kako Zapad zna, ne. To bi si malo smešen, ne. Ja. No, pa tujc mislim... kot ukopan, ali kako je že. Obstane kot ukopan. Ne. Spozna, kdo je, s kom je govoril. Spozna, s kom je govoril. Zapad, s kom govori. Sam galaktični predsednik Bibelbrox. In Zapad malo zraste. Malo se mu zazdi opa. Tale prijava je paratala Ovenu. Živ in pripravljen na razplot. Ja. Gospod. Je bila lepa. V originalju meni se zdi alive and ready to procrastinate. Ne procrastinate, pronate, ta drug. Aha, okay. The word just escaped my mind. Yeah. Pustimo, v glavnem, da se je pripravljen gon zdaj le glikar. Tako, bolj je slurry. Je zrastel malo tako zdaj lepa. Feni so prišli, seveda bom podpisal vaše joške ali pa karkoli imate. Tam je zgepard. Sicer Artur je malo opozarjal na ta
Milivoš časa. Na drugo zeleno zadevo. Velik zeleni žarek. Nekaj bolj žark moto. Moramo povedati, da on še zmerjene. Žark je. Ti si še zmer dogaja. Sploh ta velik ga je motil. Ker se je zelo blizu. Malo je bilo vroče. Nekaj ta zeleni gospod je še rekel, da srečati predsednika v tem nemodernem koncu zahodnega spiralnega rokava galaksije, da to pa ta moment, pa vi tukaj, gospod. Tukaj že misli, da zdaj me jo pa častili po Božje. In ga je vprašal, mi lahko posvetite sekundo, zelo veliko, uslugo bi napravili. Da je malo pogledano. In tukaj pač se bili prej že, ampak ne vzel je tablični računalnik ven. Ne, ampak je bila pol lužna, ker reče, moji kolegi bodo počaščeni. Jaz sem pa kao preveč pomemben, ne bom pa vzel to tako malo za razvedrilo. Kot blago razvedrilo. Ta je bila dobra. Sam je bil ceremonijal, je bil, gospod predsednik, ter računalnik ven vzel. Tako. Poj pa tako je trikrat rekel, gospod predsednik Zahoda, bi bo že malo živčen. Kar nadaljujte. In pol je povedal, da je zitino. Ne, kar je zilik začel lepo. Stavil sem se po 4. besedi, ki sem jo prebral, pa vem, da bo šlo to v Božju. Vi, gospod predsednik, ste najbolj fizolofunkulistični bebavi, ste ta pogični izgovor za politike, kar jih na svoje veliko veselje nisem volil. In če bi samo za sekundo mislil, da si to usrano vesolje zasluži kaj boljšega, bi plačal iz lastnega žepa. Razumete, za vaš umor. Mislim, takole, a veš, da potrkaš, srečaš predsednika in mu tako zabrusaš, to može biti pa kar, človek zajci, pa še zmerno vemo. Mislim, to je zdaj že očitno. Poslušalke in poslušalci, ki ste prebrali prvo knjigo, se vam najbrž zdaj že svita, ampak ja. Kaj se zdaj, bomo povedali, bomo naslednji teden? Ne, zato, ker je Zapkot bil čist, ste ta to pigičen debelorit, to ga je zmotar. Če ga je body shameov. To pa res ni lepo. Sem to res, to si ta gospod ne bi smel prvošiti. Ampak sam ziveš, da ima že prav, ne moramo zdaj ta teden povedati, ker zdaj pa že ure toliko, da je že cajt, da rečemo pečino vprašanje. Pika stop, pa pol naslednji teden. Ne gre, delep to predelč. Pa še citat smo imeli ta teden. Kaj pa še citat? Ful preveč smo v epizodi govorili. Ljudje nas bodo nekaj poslušati. Kaj pa le rečemo? Kar. Pečina. Okay. Rečemo. Kaj pa čemo. Najlepša hvala, ker nas poslušate čisto do konca epizode, v kateri smo izvedeli, da je Zaphod debelorit. Sem res. Tega res nisem vedel. Mislim, da se ga predstavlja tako bolj rock'n'roll zvezdnika. Veš, iz 80-70, suh. 2 glave, 3 roke, šlankrit, veš, ta Mick Jagger, polrit, tisti, ki gremem. Nakokan pa čita, ki vse mamile pojedo, ki itak da zvozga. Da je bo ne moreš biti. Ne moreš. Kaj iz uga komada, veš, da bomo toliko mamili jedli, da bomo skozi stej skini. Tako, ta moment. Točno to, Pa čist uprijet do konca. Ampak je bil zgleda Meatloaf. Razen če ga je ta gospod hotel samo malo, a veš. Malo ga je spraviti. Kar ga je. To ga je. V glavnem, če je tudi vas fraperal, kako je ta gospod požalil Zaphoda Bibel Broxa, samega predsednika. Mislim, to v današnjih cajtih ne bi šlo več. Da je to ne bi šlo skozi. To se vidi, da je bila knjiga napisana pred 20 leti. To ne bi šlo. Ziher bi se kdo obesil. Mislim, ne, obesil na to. V glavnem, če hočeš o tem debatirati, lahko z nami debatirati na Discordu, na dopisnicah, na družabnih omrežjih, pa raj ne. Ker tam se kregamo v drugih stvareh, mislim, halo. To ne moramo, tam ni prostor za take poljudne pa prijazne debate.
Z vami smo bili Aljo, Pepi in Zi. In če ti je ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, pika si. Hvala, čau. Drug teden bo, če Aljo še cel telefon. Tako pisa, shit. Čeprav se ni dosti. Ni bilo to pa mat držipje. Se vidi, da se dok nismo videli, stari, 40 minut. Zdaj smo imeli 2x35, je bilo kot dobro. Pa mogli do 42, res teh 35 minut, ne. Ko vsi pravijo, da je to ta zlata ura. A res? Ja. Mislim, LGD se skozi zdaj bava. Ja, LGD se trudno teh 35. Sam jim še ni rata. Ne. Zančka so se trudili, a so bili? Ne, so bili del. Del so bili, ampak so bili pa blizu. Ko ni bilo še. To druga šefeta. Ja. Ja. Pa. Gremo še enega, ali pa? Raden skolka. Ja. Ker kle vodo, jaz vam dam zapir, sam grem temle raj vodo vzel, ker ne bomo tam vodo plačevali, pizda mata na diaben. Kaj smo prišli? Ja, to je norišenca, res. Pa ta bo še mali zub.